Cenjene poslušalke in poslušalci, dobrodošli v novi sezoni ASEF podcasta v vertikali Digitalno zdravstvo. V današnji epizodi se bomo pogovarjali z Jakobom Šušteršičem, soustanoviteljem podjetja Mesi, ki se ukvarja z integrirano diagnostiko. Jakob, pozdravljeni. Če bi se mogoče na kratko predstavili še sami, kaj ste študirali in potem mogoče na hitro, kako ste prišli do Mesija. Najprej hvala za povabilo na vaš podcast. Jaz prihajam iz Sevnice. Vedno sem nekako živel z mislijo, da bi rad v življenju nekaj naredil, izumil in to prodal interesirani javnosti. In tako smo na gimnaziji hodili od podjetja do podjetja in takrat me je ta podjetniška oziroma bolj elektrotehniška pot navdušila, ker v elektrotehniki nekako sem razmišljal tako, da je zelo enostavno in z relativno malo vložka lahko narediš nek produkt in ga potem prodaš. In pot me je res vodila na fakulteto za elektrotehniko. Ker pa smo v 3. letniku bili povabljeni da se udeležimo tekmovanja v načrtovanju analognih vezij. In takrat smo razmišljali, kaj in kako, in tako je ideja potem za razvoj in za udeležbo na tem tekmovanju prišla od mojega bratranca Matjaža Špana, ki je sicer kardiovaskularni kirurg. In z še 2 sošolcema smo potem dejansko to idejo o hitri diagnostiki periferne arterijske bolezni, ki nadomešča tradicionalen Doppler, dejansko v okviru tega tekmovanja tudi razvili. In takrat prejeli nagrado za 2. mesto. Takrat se je potem ta naša pot začela. Prijavili smo se na rektorjevo nagrado za inovacijo, ki smo jo dobili. Dobili smo pomoč in ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja Luija, tako super pomoč takrat, super okolje za začetek. Imeli smo pisarno, pomagali so nam z ustanovitvijo podjetja. Tako smo prišli res pri svojih, takrat, to je bilo leta 2010, pri tistih, se pravi 22 letih, do tega, da smo pa morali to idejo iz fakultete začeti razvijati in pripraviti iz tega produkt, ki ga lahko prodamo na trgu. Tako so se začela postopki nabiranja sredstev, certifikacije, torej razvoja industrijskega produkta. In po 1 letu smo dejansko leta 2022 v maju smo začeli prodajati certificiran produkt slovenskim zdravstvenim domovom. Se mi zdi, da fakultete, univerze se vedno bolj zavedajo tega, da je treba spodbujati aktivnosti študentov poleg študija, verjetno kot del rednega kurikuluma podjetništva in takih zadev niso učili. Ste se večino stvari, ki ste jih potrebovali za potem nastanek startupa in delo naprej, priučili sami, ste imeli kakšnega mentorja? Kako je potem to delovalo? Verjetno kot tako mlad študent nekih velikih izkušenj s podjetništvom še niste imeli. Res ne, razen zgled mogoče v okolici doma. Ogromno mentorjev je prišlo iz takratnega tega startup okolja v Sloveniji, ki je bilo vsaj takrat zelo močno. Nekako po občutku se mi zdi, da je 5 ali pa 8 let kasneje je število novonastalih malih podjetij iz fakultete zelo upadlo. Ampak takrat, ko smo pa bili mi inkubiranci v ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju, nas je bilo pa tam ogromno. Srečevali smo se na tedenskih izobraževanjih, pomagali so nam z mentorji. To je bilo res okolje, kamor si želel iti in si od njega veliko tudi dobil. Po drugi strani pa mi je zanimivo, kako fakulteta, ali pa recimo, ne vem, vsaj za našo fakulteto za elektrotehniko, vsaj takrat niti ni bilo pomembno, kaj smo mi delali. Nobenega ni tako zanimalo, da mi iz tega poskušamo narediti produkt, ki ga bomo kasneje prodali. Želeli so vam dati metodologijo, kako pristopiti k takim problemom.
vas nekako razviti v kompetentne podjetnike. Tega ni bilo na fakulteti. Ne. In jaz bi si želel, da bi že fakulteta pomagala študentu, če pride do ideje ali pa če dela na raziskovalni nalogi in iz tega lahko pride nek komercialen produkt, da bi fakulteta tle pomagala in na koncu tudi mogoče fakulteta bila soustanoviteljica podjetja. Tako kot je ameriški sistem. Tako kot je ameriški sistem. In tle bi fakultete lahko ustvarile ogromen bazen nekih startupov, ker bi dejansko na koncu kontribuirale in hkrati žele ali pa so žele ta uspeh. In ko bi se recimo slovenske fakultete bi lahko financirale neko torej znanstveno ali pa raziskovalno dejavnost. Ja, mislim tudi sam v svojih raziskovalnih projektih pa projektih mojih kolegov opažam, da velikokrat pride do neke ideje, ki pa ponavadi ostane v akademiji. Se mi zdi, da velikokrat manjka ta diskusija, kaj zdaj s to idejo, pa potem, ko boš to raziskal, pa nekaj dokazal, kaj pa naslednji korak, iti na naslednji projekt ali iz tega peljati neko zgodbo, poskusiti uspeti na tem področju. Se mi zdi, da v naših izobraževalnih sistemih se vedno bolj tega zavedajo, ampak še vedno pa, da bi te učili, kako najti trg, kako v bistvu to idejo dozoreti na način, da bo lahko v bistvu iz nje nek uporabni produkt v vsakdanji praksi. Teh pogovorov je zelo malo. In se mi zdi, da to manjka, zato ker izobraževalni sistem je zelo kvaliteten, kadri, ki pridejo ven iz naših fakultet, znajo ogromno. Mogoče pa niso dovolj, nimajo še dovolj orodja, kaj potem s tem znanjem narediti. Ja, in najslabše je, da recimo te inkubirane ideje, ki jih je na fakultetah največ, da se potem prepustijo temu, da ostanejo v predalu, ali pa še hujše se dejansko grejo torej v neke druge roke in jih nekdo izkoristi, ampak fakulteta pa od tega nima nič. Ja, mislim, veliko je še učenja na naši strani, da pridemo do ameriškega sistema. Se mi zdi, manjka ta kultura sabbaticalov in teh zadev, ki jih imajo ameriški profesori, kjer jih v bistvu univerze, fakultete jih spodbujajo, da grejo na pavzo, raziščejo, kaj lahko s tem, kar so ustvarili v laboratoriju, naredijo na trgu in potem prispevajo nazaj univerzi, pa tudi družbi širše. Rekli ste, da ste v bistvu že v srednji šoli veliko raziskovali podjetništvo. Kam ste hodili v srednjo šolo? Gimnazija Brežice. Okay. In tam je bil v bistvu podjetniški duh močan, bi rekli. Ja, jaz bi rekel, da je bil zelo močan ta duh borbe. Če si ti želel priti v pouku, si pač moral iti na vlak in si tam zapravil ogromno časa in potem domov z vlakom in tako naprej. In že tako so se rojevali neki zanimivi pogovori z sošolci in ideje, ki niso rasle samo v razredu, ampak si imel tudi še druge skupine prijateljev in mislim, da je to zelo koristno. Iz tega okoliša izhajajo tudi kakšna visokotehnološka podjetja, podobno kot Messi, ali so bila v bistvu bolj industrijska? Ja, s čim se ukvarjajo v tisti regiji? Ogromno podjetij se ukvarja z nekimi podpornimi dejavnostmi Nuklearne elektrarne Krško. Poleg tega je pa tudi nekaj kar pomembnih podjetij iz vseh treh mest, se pravi Brežic, Krškega in Sevnice, ki se ukvarja sicer z tradicionalno industrijo, ampak so v njej zelo močne oziroma zelo prodorne. Recimo Price Sevnica vari največje ohišje za največje generatorje na svetu. Metalna Senovo dela spet največje konstrukcije, ki se uporabljajo na največjih jezovih po Evropi. Tako da je ogromno, bi rekel, tega tradicionalnega znanja, ki jih pa mislim, da je zdaj ta nova generacija, tudi moja generacija, torej nekih sošolcev, znancev, ki delujejo v teh podjetjih, jih pomlaja in izboljšuje in poskušajo iz tega narediti kakšno zgodbo v uspehu. Ja, odlično. Mislim, velikokrat pozabimo na to regijo, sploh na to regijo v Sloveniji. Ponavadi se pogovarjamo o visokotehnoloških podjetjih v Ljubljani in v zahodnem delu Slovenije, jugovzhod oziroma v vzhod pa velikokrat gre mimo.
Zdaj pa, da se mogoče vrneva nazaj v vašo podjetniško pot, v pot Mesija. Torej, kaj sploh pomeni Mesija? Je to kakšna kratica ali je to v bistvu samo tako catchphrase ime? Ja, ko smo morali odpreti podjetje, smo seveda temu tudi morali dati ime. In tako smo po parih neuspelih poskusih, ker je ime že bilo zasedeno, no, smo pol prišli do sicer nam zelo všečnega imena in ga imamo zelo radi, in to je MESI, ki pa pomeni Medicinska elektronika Slovenije. Se pravi, SI je kot akronim za Slovenijo, ne. In v angleščini tudi isto pomeni, ne, Medical Electronics Slovenija. Ja, v bistvu se prevede vse jezike. Tako. V bistvu, prej, ko sva se še pogovarjali o pripravah na ta intervju, ste mi malo pokazali o zgodovini naprav, ki so tukaj za nama. Se pravi, vse se je začelo, čeprav razumem, z magistrsko oziroma diplomsko nalogo, ki ste jo potem začeli nadgrajevati. Tako. Se pravi, izhodišče je bil ta problem, ki smo ga spoznali iz pogovorov z torej mojim bratrancem, zdravnikom in drugimi zdravniki. In to je bil problem zgodnje diagnoze periferne arterijske bolezni, ki se je takrat diagnosticirala tako, da se je izmeril tlak na roki, krvni tlak na roki in na gležnju. In potem, če je bil tlak na gležnju nižji kot tlak na roki, to pomeni, da je žila, torej ta velika arterija, nekje na spodnji, torej na nogi, na spodnji ekstremiteti zamaščena. In ta zamašitev je periferna arterijska bolezen. Okay. In a je periferna arterijska bolezen velik problem? Gre za zelo, zelo velik in velikokrat, bi rekel, problem, ki ga niti zdravniki, kaj šele javnost ne poznajo. Gre za, se pravi, v Ameriki ali pa v Evropi v angleščini rečejo periferne arterijske bolezni silent killer. Zato, ker imaš lahko že zelo napredovano bolezen, ko ne boš izkazoval nobenih simptomov. In edini simptom, torej ta bolezen je v mnogih primerih asimptomatska, dokler ne pride do recimo neke faze, ko te pa res začne noga boleti. Noga ne dobi dovolj hranilnih snovi, dovolj kisika, in boš recimo med hojo moral počakati zaradi te bolečine. Se boš moral ustaviti, vendar ko se boš ustavil, ko se boš spočil, bo ta bolečina minila. In to je ta tipičen znak. Intermittent claudication se temu reče, vendar samo nekje 10% pacientov doživi ta simptom. Vsi ostali jo doživljajo tako, da pravzaprav za bolezen ne vejo. Vendar posledice so pa lahko hude. So pa male žile potem tudi, ne? Recimo pri diabetikih je problem, da se potem rana ne zdravi, ne? In tako naprej. Se pravi, diabetiki imajo zelo hude posledice, lahko čutijo zelo hude posledice te bolezni. No, in to bolezen bi lahko rešili na način, da jo, bi jo lahko v veliki meri njeno napredovanje preprečili, če bi jo bili sposobni identificirati zgodaj. Ker potem lahko začnemo z medikamentoznim zdravljenjem in dejansko podaljšamo kvaliteto življenja in zdrava leta. No, in zgodnje odkrivanje je pomembno, vendar če zgodnje odkrivanje, recimo z tradicionalno to Dopplerjevo metodo, kjer se ročno meri te tlake, če to traja preveliko časa in če je to zelo težko izmeriti neki medicinski sestri, tudi zdravniku, je pač zdravstvo zaradi tega ne bo diagnosticiralo, ker nimate tega časa, nimate kapacitete. In zato so ravno rešitev, kot je naša, je bila sprejeta z odprtimi rokami, ker je res reševala velik problem. Se pravi, skrajšala je čas diagnostike iz 20 minut na 1 minuto. Ja, to mi je bilo zanimivo, ta zgodba, ko ste rekli, da v bistvu je vsebinsko ledino v Sloveniji oral izobraževalni sistem ter farmacevtske družbe, ki so donirale naprave, ki pa so takrat mogoče, se pravi ta doplerski ultrazvok, ki pa je zelo odvisen od tega, kdo ga izvaja, in tudi kar zamuden, zato da v bistvu poslušaš, kako se kri pretaka po žilah.
Tako in zaradi tega smo tudi mi v Sloveniji imeli že pohojeno pot, je strokovna javnost razumela, zakaj se gre, in je tudi hitro adoptala, začela uporabljati našo rešitev. V tujini je pa je bil postopek mnogo počasnejši in tam smo morali biti pa mi tisti, ki smo izobraževali strokovno javnost o pomembnosti zgodnjega odkrivanja periferne arterijske bolezni. To še počnemo z našo kampanjo, ki rečemo Healthy Arteries, kjer nekako na trg pripeljemo zavest o tej bolezni, o rešitvah in pa to pripeljemo ne samo do strokovne javnosti, ampak tudi do ljudi, do pacientov. A to kampanjo izvajate skupaj s kakšno farmacevtsko družbo ali v bistvu sami delate na tem? Na vsakem trgu je partner te kampanji združenje zdravnikov. V nekaterih državah je to združenje internistov, v drugih državah vaskularnih specialistov, spet v neki tretji državi pa združenje diabetologov ali pa celo primarnih zdravnikov. Vedno poskušamo z nekim združenjem zdravnikov iti v kampanjo, ker to pač doda kampanji težo in pomembnost. Se pravi, v bistvu, vi, ko se širite na nov trg, se ne začne takoj s prodajo izdelka, ampak najprej dviganjem zavedanja o tej bolezni. Ja. Zdaj, praktično na trgu je potem to zelo vzporedno, ker nekatere veje zdravstva, torej recimo kot je diabetes ali pa kot je zdravljenje ran, uporabljajo gleženjski indeks in je zavedanje o gleženjskem indeksu, torej to je ime naše meritve, zelo visoko. In na tisti trg ta trg lahko naslovimo in začnemo s prodajo. Na ta trg je majhen, zato je treba graditi trg primarne medicine, trg kardiologije, ker je pa dejansko, to je pa naš končni cilj, kamor želimo tudi priti. V bistvu si želite ustvariti zavedanje, da potem potreba po teh produktih nastane znotraj trga. In pa zelo pomembno je, in to mi mnogokrat rečemo, mi pomagamo nekako pripeljati storitev iz bolnišnice na primarni nivo, zato da sprostimo bolnišnice tega pritiska. Torej, da pa lahko to sploh naredimo, mora biti pa tehnologija, ki se v primarnem zdravstvu uporablja, enostavna za uporabo, nudi dobro uporabniško izkušnjo, biti brezhibna in pa ponujati interpretacijo podatkov, ki bo dovolj razumljiva za uporabo na tem nivoju. Ja, tukaj v tej sobi, v kateri sediva, imate tudi kar nekaj plaket od Red Dot Designa, pa tudi nemške design nagrade. Prej sva se pogovarjala v bistvu, da velikokrat, ko zavodi oziroma zdravstvene organizacije nakupujejo naprave, pozabijo na to, da je v bistvu pomembno, da je tudi dobro prijazno delati z njimi. Se pravi, da ni nekih nepotrebnih klikov, da vse dela tako, kot pričakuješ, da je v bistvu uporabniški vmesnik že testiran in narejen tako, da delajo zadeve čim hitreje. V Sloveniji se mi zdi, da velikokrat pozabimo na ta aspekt dela z napravami. Kaj vi mislite o tem? Ne samo v Sloveniji, vse povsod, kjer se mi srečujemo z zdravstvenimi sistemi, je definitivno mačehovski odnos do naprav, ki naj bi lajšale delo. In naprave so nekako samoumevne, uporabniki se pa velikokrat ne trudijo, da bi poskušali razumeti uporabo in pa informacije, ki iz tega dobijo. Zato moramo mi biti tisti, ki bomo uporabniku dejansko to olajšali in bomo dovolili tako uporabo. Na koncu koncev je hitrost obravnave pacienta ogromna in medicinska sestra nima druge izbire, kot pa hitro obravnavati pacienta. In zato mora tehnologija biti na takem nivoju, da je dejansko nevidna v ambulanti in da res pripelje tisto, kar uporabnik na koncu pričakuje in še več.
Ja, pač za potrošniškem trgu je vedno več IoT, se pravi Internet of Things naprav, ki so povezane, pametne. Recimo moja tehtnica mi sama pošlje preko Bluetootha v Apple Health, koliko tehtam, ali pa merilec krvnega tlaka, tudi sam te zadeve zabeleži. Tudi jaz, ko kupujem naprave, gledam take, da so združljive in pošiljajo te podatke naprej. Zakaj pa v bistvu tako manko teh pametnih oziroma naprav, ki komunicirajo z ostalimi sistemi v zdravstvu? Je to v bistvu zato, ker je to tako težko narediti, je to težko certificirati? Kaj je tista glavna zavora, ki bremza, da mora medicinska sestra še vedno natipkati kakšen pritisk, ne pa Ročno. samo klikniti? Razlog je zelo preprost in je v tem, da je ta trg, torej trg medical deviceov na celotnem svetu je zelo majhen v primerjavi z trgom recimo IoT naprav, ki jih prodajajo potrošnikom, ne. In zato neko podjetje, ki razvije EKG ali pa merilnik tlaka, si ne more privoščiti posodabljati funkcionalnosti, torej začeti razvijati nov model, ki bi bil recimo bolj v nekem torej narejen za tisto obdobje, ne, primerno, si tega pač ne more privoščiti. Amortizirajo proizvodnjo, dokler jo le lahko. In zato je toliko veliko tradicionalnih medicinskih naprav na trgu in se prodajajo in nimamo recimo updateov, kot jih imamo recimo pri Applu, ker vsako leto pride praktično nov model telefona. Naša industrija je tako majhna, da si tega ne more privoščiti. In glih tle smo mi videli našo priložnost, ne. In tako smo se razvili iz podjetja, ki rešuje periferno arterijsko bolezen, oziroma zgodnje odkrivanje le-te, v podjetje, ki zdaj v celotni splošni ambulanti in specialistični ambulanti rešuje celotno diagnostiko. In to smo naredili tako, da smo prenesli znanje iz tako imenovanega consumer electronics sveta, to znanje in to tehnologijo v zdravniško ambulanto. In zdaj ponujamo, temu rečemo, integrirano diagnostiko, s katero lahko rešijo dejansko vso diagnostiko v takšni ambulanti, imajo rešene podatke, imajo rešeno uporabniško izkušnjo in interpretacijo informacij, da lahko lažje sprejemajo odločitve o pacientu. Ampak to smo lahko naredili samo zato, ali pa samo tako, da smo res pripeljali to znanje in izkušnje iz consumer naprav v svet zdravstva. Se pravi, zdaj pri nas govorimo o brezžičnem povezovanju, o dobri uporabniški izkušnji, o cloudu, ne, o čemer se pač, o tablicah, ne, o čemer se drugi proizvajalci in v zdravstvu malo govori. Ja. Razumem, ja. In v bistvu mislim, da glede na uporabniško izkušnjo, ki je pač dosti drugačna kot vaša konkurenca, a tako dobite tudi v bistvu uporabnike, ki bojo ostali zvesti in dlje časa sodelovali z vami, ne samo do naslednje verzije novega merilca tlaka. Verjetno tudi te naprave se ne posodabljajo tako hitro, ne, saj principi so dokaj stari za vse te naprave, ne. Ja, še eno stvar, ki smo jo recimo mi prinesli iz consumer electronics sveta, so redni updati firmwarea, softvera. Se pravi, mi pridemo z 4 software updati, ki vključujejo bug fixe in featurje vsako leto. Se pravi, produkt sam po sebi ni nikoli outdated za uporabnika. To je ena stvar, ne. Druge medicinske naprave se posodabljajo tako, da pride serviser Z USB ključkom. z USB ključkom. Mi smo glih zdaj posodabljamo sistem monitorja, no, in to je dvodnevni proces. Do vsakega monitorja je treba priti, posodobiti software gor, to kar nekaj časa traja. No. Mislim, je zanimivo, da glede na to, da vse ostale stvari se lahko posodobijo preko interneta, so te zadeve tako resne, pa zaradi tega, ker so v bistvu vzame toliko časa in človeških ur, tudi dokaj drage, ne. Drage in pa, se pravi, izpadejo, ne, ti monitorji se ne morejo takrat uporabljati. In to je recimo ena od stvari, ki je mene zelo motila in zato smo mi želeli, da naše naprave se lahko updatejo on the fly, on the go, through the air, kadarkoli, ne. Pa to v bistvu
je kaj slabše od tega, da se posodabljajo fizično, se pravi, verjetno neke attack vektorje odprete s tem, ko posodabljate preko interneta, oziroma kako zagotovite, da so te posodobitve varne in primerljive tistim, ki so v bistvu narejene offline. Zato, ker imamo mi zaprt sistem. Se pravi, na našem MESIM tabletu torej teče naš lasten operacijski sistem, ki ni odprt, ki nima recimo svojega stora, ki ni odprt, prek katerega se ne da dostopati do maila, ne da se dostopati do drugih spletnih strani. Gre za zaprt sistem, zaprt ekosistem, ki ga obvladujemo dejansko samo mi. In dokler so pač naši serverji intact, intact so pa zato, ker hostamo recimo pri Microsoftu in oni zagotavljajo to varnost, torej v tem primeru se ne more zgoditi nek breach ali pa neka težava. Je pa dejansko tako, da nobena tehnologija ni varna pred nekom, ki bi res želel not prideti. In vprašanje je samo, kako se preventivno obnašamo, ampak na koncu spet pride najbolj šibka točka, na koncu so uporabniki, ne technology providerji. Recimo, mi vidimo ogromno uporabnikov, seveda, da dostopaš do pacientovih podatkov na našem M-tabletu, moraš vpisati geslo oziroma potem 4-mestno kodo. Uporabniki si to 4-mestno kodo napišejo gor na tablico. Si tudi daljše kode. Tudi daljše kode, ne. Zmeraj je nekje nek post-it, zato da lahko zadevo čim prej dostopaš. Ja, in to je težava. In recimo Francija zdaj uvaja nad GDPR evropsko zakonodajo, uvaja svojo zakonodajo posebej namenjeno zaščiti medicinskih zdravstvenih podatkov in predpisuje, ker so videli, da je to problem, two-factor authentication za vse userje v zdravstvu. Ja. In preprečuje, se pravi, aktivno bodo kaznovali tiste, ki na vidno mesto zapisujejo gesla in se ne prijavljajo svojim osebnim uporabniškim imenom in geslom. Ne? Ja, to se mi zdi tudi pravi approach. In meni je bilo zmeraj zanimivo, kako v bistvu recimo za hospitalne informacijske sisteme ni potrebno dvofaktorske avtentikacije, oziroma lahko bi rekel, da je dvofaktorska avtentikacija tukaj se v Windows prijavljaš, ampak velikrat se ni treba v Windows prijaviti. Mislim, je Windows generalen za celo bolnico. Ne? Ja. Mi je bilo zmeraj zanimivo, kako je moj Instagram, ki je nepomemben, ali pa LinkedIn veliko bolj zaščiten kot ti ključni softverji. Vsaj tako zgledano, meni kot lajko. Tako. Recimo mi ponujamo, da res poskušamo čim bolj zavarovati dostop do zdravstvenih informacij. Ponujamo zaščito recimo z smart cardom, z RFID cardom, celo z barkodo, da res damo bolnišnici ali pa zdravstvenemu domu ali pa kliniki možnost, da si prilagodi dostop do teh podatkov. Ker verjetno dvofaktorsko avtentikacijo se greš kar težko v takem sistemu. Eno je zdaj passkeys na MacBooku, kjer jih pač potrdiš s fingerprintom, tukaj pa verjetno tega ne moreš. Ne? Ja, gre. Se pravi, glih to je to, ne? Uporaba RFID kartice in PIN kode. In se pravi, manever je še zmeraj uporabniku prijazen, ker prisloni svojo službeno RFID kartico, ne? In vtipka 4-mestno kodo in to je two-factor authentication. Ni treba pisati dolgega gesla. Razumem, ja. za vstop v sistem. Okay. Pa ste želeli kakšen feedback, da kdaj to ni bilo dovolj, oziroma so vaši sistemi zaenkrat še varni? Ja, mislim, varni so na koncu enkrat, kakor je sam uporabnik pozoren in varen. Nikoli ne bomo varni, kjer bodo userji pisali PIN kodo oziroma geslo na samo ohišje produkta. Ampak mi pač ponujamo vse protokole za varovanje podatkov in dokler jih mi ponujamo in ti so certificirani, mi smo na koncu ISO 27001 certified, bomo pač mi naredili vse, kar lahko, da pomagamo uporabnikom zaščititi pacientove podatke. Kaj pa je ta certifikat? Gre za informacijsko varnost, ki dokazuje, da mi primerno rokujemo z občutljivimi podatki, da imamo v podjetju in na produktu postavljene mehanizme,
ki preprečijo neavtoriziranim uporabnikom ali na koncu zaposlenim ali recimo nekim tretjim strankam, ki so udeležene v tem supply chainu, do teh podatkov. To je to, se pravi, informacijska varnost, zagotavljanje informacijske varnosti. Pa je to v bistvu tak certifikat postaviti v svoje poslovne procese? Je to zelo draga zadeva, oziroma verjetno vzame kar nekaj efforta in ur dela, zato da lahko se tega držiš? Težko je ovrednotiti strošek, mislim, ni res, ne. Strošek je jasen, gre za eno osebo, ki je zaposlena za namen vzdrževanja procesov informacijske varnosti. Gre za spremembo behaviorja, se pravi obnašanja v celem podjetju, ki ga je treba nadzirati, ga je treba vedno preverjati z pregledi, z auditi in tako naprej. Pa so pa letne presoje, ki so pa pač tudi strošek za sebe. Se pravi, nekje nas stane 100.000 evrov na leto vzdrževanje tega certifikata in pa vseh procesov, ki so povezani s tem. Tako. No, zdaj smo se že dotaknili teh certifikatov. Medicinski svet je poln nekih zunanjih ocen, potrditev, da zadeva res deluje tako, kot mora, kliničnih študij in tako naprej. Se pravi, v bistvu vi delate medicinske naprave, ki imajo v bistvu neko svojo zakonodajno okno oziroma neko podlago, ki se ga je treba držati. Kaj v bistvu definira medicinsko napravo? Ja, medicinska naprava je produkt, ki se ga uporablja za namene zdravljenja, diagnosticiranja ali sprejemanja odločitev v zdravstvu. Se pravi, mora imeti intended use, ki temu odgovarja, ki se ga da zelo dobro prek nekih odločitvenih dreves preveriti, in če izpolnjuje zahteve, oziroma to klasifikacijo po medicinski uredbi, potem spada je to medical device, ki ga je treba tudi kot takega certificirati in avtorizirati, da se ga prodaja na trgu. In v Evropi ima to vsaka država po svoje, ali je to neka centralna organizacija, ki skrbi za pravila in regulativo tega področja? V Evropi je to zelo dobro rešeno z uredbo o medicinskih pripomočkih, torej tako imenovani MDR, Medical Device Regulation, ki je enak za vse evropske države, in certifikat, torej EC certifikat o medicinskem pripomočku lahko pridobiš v katerikoli državi in ti ga dejansko dodeli tako imenovani notified body. Kje je pri nas JAZMP? Ne, JAZMP je regulatorni organ, ki pa da licenco notified bodyju, ki je v Sloveniji recimo Slovenski inštitut za kvaliteto in meroslovje, SIQ, Slovenian Institute for Quality. In je eden redkih takšnih notified bodyjev v širši regiji. Sever Italije nima takšnega notified bodyja. V Sloveniji to so seveda edini, na Hrvaškem ga ni in v Avstriji ga ni. Se pravi, oni dejansko pokrivajo zelo velik del. Ja, meni je bilo zelo zanimivo, ko sem gledal za senzorje za glukozo, da jih je zelo veliko registriranih na Slovaškem. Verjetno glih zato, ker teh notified bodyjev ni tako veliko v Evropi, ali se v bistvu standardi, da prideš skozi, razlikujejo od bodyja do bodyja? So enaki in so zelo visoki za katerokoli evropsko državo. To pa zato, ker JAZMP in njim podobni organi drugod po Evropi prvič so zelo strogi, drugič pa tudi njih preverja European Medicine Agency, EMA je krovna organizacija. No in zakonodaja je jasna, presoje se dogajajo in jaz verjamem in mislim, da tle ni razlike v kvaliteti. In v bistvu, ko ti enkrat dobiš ta certifikat, se ti odpre cel evropski trg. Tako. Je pa razlika v ceni za certifikat, ne? Se pravi, notified bodies so komercialni ponudniki. In tekmujejo med sabo. Tako, trg je konkurenčen in vemo, da slovaški in poljski laboratoriji in pa inštituti imajo tam nekje med 15 in 20% nižje cene. Tako da verjetno zaradi tega se veliko tujcev. Pride nek kitajski proizvajalec, bo seveda pogledal, za njega je vseeno, ali to dobi v Franciji ali na Slovaškem, to je za njega vse Evropska unija, in bo pač iskal najcenejšega ponudnika. Potem pa še eno vprašanje, ponovadi, če googlaš te certifikate, velikokrat je v bistvu samo ta letter of conformity, ne? Ampak
kaj vse vzame, da ti certificiraš medicinsko napravo? Se pravi, najprej moraš ugotoviti sploh, kateri razred medicinske naprave je. Ne? Tako, to je še najlažja stvar. Začne se pri samem postopku razvoja. Se pravi, če ti želiš, da je tvoja naprava certificirana kot medicinska naprava, moraš vse procese v podjetju voditi recimo po standardih za vodenje kakovosti. Se pravi, to je ISO 9001 recimo za splošno industrijo, v medicini pa je to ISO 13485. Okay. Se pravi, ta standard in pa procese, ki jih imaš, moraš imeti certificirane po tem standardu. In tako bo tvoj proces razvoja tekel pravilno, da boš torej naredil prave korake in generiral recimo pravilne odločitve pri razvoju produkta. In ko je razvoj končan, moraš pa seveda predložiti, mora pa produkt biti, najprej mora iti čez laboratorijske teste. Kaj to pomeni? To so testi v laboratoriju po standardih IEC, se pravi, gre za performance and gre za standarde, ki potrdijo performance produkta in pa merilno natančnost. Torej, da dela to, kar praviš, da dela. Tako, ampak to še ni vse. Se pravi, to je cirka 10 do 15 laboratorijskih testov, ki jih moraš opraviti. In teh ne opraviš sam, jih mora nekdo drug zate. Zunanji laboratorij, tako. Potem pa greš čez audit, ali pa temu se reče, audit, ki bo preveril, ali je tvoj produkt skladen z medicinsko regulativo. Okay. In te regulative je verjetno veliko. Tako, tega je ogromno, ta regulativa narekuje, da pač moraš določeno dokumentacijo v tem razvoju sproducirati, moraš narediti klinično evalvacijo, ti moraš potrditi, da tvoj produkt opravlja nek intended use, ki ga je... Pa to je prav klinična študija, ki jo moraš nekam objaviti? Odvisno. Se pravi, to vključuje, klinična evalvacija je pojem, ki združuje mnogo stvari. Lahko izbereš, katero ruto za dokazovanje svoje skladnosti boš izbral. Če govorimo recimo o produktu, ki ne dela nič novega, boš ponovadi naredil primerjavo z drugim že obstoječim produktom na trgu. To so te tako imenovane non-inferiority. To je literature research, ki potrdi enakost tvojega produkta z nekim drugim produktom. Ja? Ampak v bistvu samo, da ni slabši, niti ne da je boljši, ali pa karkoli, sem ti moraš ta standard. Ja. Tako. Če imaš pa ti govoriš o neki novosti, o neki novi zadevi, ki je na trgu ni, ali pa lahko tudi je na trgu, ampak je zelo slabo dokazana, moraš pa ti narediti klinično študijo na pacientih, ki pa spet traja svoj čas, rabiš etično komisijo in tako naprej. Pa vem, da za zdravila so faza 1, 2, 3, 4. A so take podobne faze tudi v medicinskih napravah, ali kako te zadeve potekajo? Ne, mi imamo, lahko bi tudi rekli, ker laboratorijski testi, to je recimo faza 1. Ko ti v laboratoriju preveriš merilno natančnost in negotovost. Faza 2 bi bila pri nas testiranja na pacientih. Faza 3 oziroma post-market surveillance je pa tudi poznajo pri zdravili, farmaciji, ki jo pa tudi moramo mi izvajati. Kako pa to izgleda? V bistvu, če neka naprava ne deluje tako, kot bi je smisel, jaz v bistvu to sporočim na JAZMP in oni to posredujejo vam. Kako je? Ja, ponavadi vedno najprej uporabniki sporočijo to nam. Zdaj, in vi morate to sporočiti potem naprej, ali kako je? Zdaj, zdravstveni delavci ne bodo sporočali, torej, kaj v post-market surveillance, kaj se sporoča naprej. Naprej se sporoča neke nezaželene evente. Poškodba, smrt, to so torej eventi tega nivoja. Torej, v bistvu pri merjenju tlaka praktično ga ne more biti. Tako, lahko bi to bilo, ampak dejansko takrat v tem primeru je zdravstveni delavec zavezan, da to sporoči JAZMP-ju, ki bo pa potem sprožil postopek recimo recalla, odpoklica in pa postopka inšpekcijskega pri proizvajalcu oziroma tudi pri zdravstvenem
zdravstveni ustanovi. Ne. Mhm. Tega v našem svetu je izjemno malo. Ker ti si v bistvu želiš napravo, ki v bistvu ne bi v nobenem primeru ogrožala nikogar, tudi če gre najslabše. To je namen certifikacije. Ne. Namen je, da pač zmanjšaš nevarnost za uporabnika na minimum. Mhm. Ne. Isto pri zdravilih. Point je, da ti zmanjšaš nevarnost, pa nekako dokažeš učinkovitost. Mhm. Tle je bolj kot ne enako, samo da je pač to druga žival. Okay, se pravi, imamo laboratorije, klinično testiranje, kaj pa potem? Tako, no in to preverijo, to Notified Body preveri za tako imenovano presojo po medicinski direktivi, in če jim dejansko klinično evalvacijo, tiste laboratorijske teste in dokumentacijo predložiš, kot jih medicinska direktiva zahteva, si dejansko dobiš certifikat. V bistvu ta klinična testiranja pa testiranja prej pa ne rabijo biti javno dostopna, če prav razumem. Ne rabijo biti javno dostopna. Zakaj pa ne? Mislim, je kakšna prednost tega? Težava je v tem, da seveda, če so javno dostopna, če so objavljena v neki znanstveni reviji, to poveča znanstveno vrednost tvojega reporta ali pa tvojega članka. Ne? Ampak je pa težava, da nobena znanstvena revija noče objaviti, kako je torej neka naprava bila testirana proti golden standardu, ker to ni nobena nova invencija. Ne? Razumem, ja. To ni zanimivo toliko zelo za neko revijo. Ampak zanimivo tudi, da ni nišnih revij, ki bi pa sem to objavljale. Ne? Ni jih. In to je recimo ena od velikih problemov, ki jih mi imamo. Mi smo se recimo za Pulse Wave Velocity, mi smo poslali članek v 6 revij, pa smo bili zavrnjeni. Da ni dosti novel. Ja, se pravi, za revijo je zanimivo, ko bo nekdo prišel z idejo o hitrosti pulznega vala in jo bo primerjal z, ne vem, mogoče kakšno staro metodo, ampak njih zanima metoda, ne pa kako naprava deluje in je sposobna recimo neko diagnostično vrednost dati. Ne, vi v bistvu, ko dajete na Notified Body te klinične rezultate, jih spišete kot članek ali kako to izgleda? Mi to spišemo, kot da bi objavili članek v reviji. Rabimo protokol, mora biti, merilne liste imamo, potem zračunamo statistične podatke, imamo ekipo, ki je delala na tej študiji, in to so zdravniki, to so specialisti, to so medicinske sestre, ne? In oni so avtorji tega članka. Vse je isto, kot da bi objavil sem, da v bistvu ne moreš nikamor. Kaj pa kakšni preprint serverji, to pa verjetno potem tudi ni tako pomembno. Ne? Kako? Preprint serverji, to recimo, ko so pa za nerecenzirane članke, v smislu take zelo nove zadeve, ki pač objaviš gor, odprto dostopno, še preden gre v review, kot nek najava. Tega moram priznati, da ne poznamo. Smo pa že delali tako, da ko smo recimo naredili mi svojo klinično študijo, da smo sami izbrali skupaj nek auditorial, ki je potem prebral članek in podal neko mnenje. No. Smo sami naredili neko recenzijo tega. Razumem. In potem v bistvu, ko enkrat greš čez vse skupaj, dobiš ta certifikat in pa lahko začneš prodajati. Kako je pa pol z jeziki pa to po Evropski uniji? A to je potem še ločeno, da poveš, da si ti prav prevedel, ali kako to zagotavljaš? Ne, ti si že v štartu, se pravi, to je del vodenja sistema kakovosti. Mi ne rabimo recimo Notified Bodyju jih obveščati, ko inštaliramo nov jezik na napravo. Recimo gremo zdaj na Švedsko, mi ne rabimo nikogar obveščati, ker sistem vodenja kakovosti že govori in potrjuje, da je naš proces, kako mi kako mi inštaliramo ali pa kako mi prevedemo navodila za uporabo, interfejs v švedščino, zagotavlja, da je to narejeno dobro. Imamo pa imamo pa letne presoje, kjer oni presodijo, ali smo res tako naredili. Kaj pa, če recimo tukaj zdaj gledam te kafe oziroma manšete za merjenje krvnega tlaka, kaj pa, če recimo manšeto posodobite, pa morate še enkrat čez celo presojo, če dela isto zadeva? Mislim, kje je zdaj ta meja, kdaj moraš ti na neko zunanjo? Ko bistveno spremeniš intended use. To je pa verjetno kar širok pojem lahko. Ja, recimo, intended use
našega merilnika krvnega tlaka je, da izmeri sistolični, diastolični in pa srednji tlak na roki z oscilometrično metodo. In to je to v bistvu. Zdaj, če bi se nekaj od tega spremenili, Mhm. moramo mi torej obvestiti naš notified body, da je prišlo do spremembe, kakšna je bila ta sprememba, in potem bo on presodil, ali je to bila sprememba, ki zahteva samo posodobitev obstoječega certifikata Mhm. ali ponovno certifikacijo, ker gre za totalno nov intended use in to je potem drug device, čeprav je dejansko vse Zelo isto. zanimivo. Kaj pa software? Software je tudi lahko medical device, ne? Se Ja. pravi, vsi točkovniki, ne vem, Score 2, Well Score, različne točkovnike poznamo v medicini, ki nam pomagajo nekako usmerjati diagnostiko, tako naprej. Kako pa s tem deluje? A to moraš tudi na isti način certificirati ali je to nekaj drugega? Tako, v medicini se mi ne sprašujemo, ne govorimo o softverju ali pa o hardverju ali pa o torej v takih rešitvah, mi govorimo vedno o intended use. Mhm. Če intended use neke rešitve, torej če nekako spada in če se lahko glede intended use odločimo, da po tistem odločitvenem drevesu iz evropske medicinske zakonodaje, da je to medical device, potrebuje iti čez isti proces. Pa je lahko to navaden kalkulator ali pa, ne vem, rentgenski stroj. Kako pa recimo za kalkulator zagotoviš to klinično testiranje? 3-krat napišeš vrednosti, noter pa vidiš, če prav izračuna. Ja, Dobesedno tako je. dobesedno tako. Zanimivo. Mislim, malo več je tega, ne, ampak ja, sliši se toliko neumno, ampak pač mora biti narejeno. Zakaj pa potem mogoče za kakšna softverska podjetja skrb, da ne želijo iti na področje medical device, da želijo ostati izven tega? Zato, ker torej, tradicionalna softverska podjetja se niso nikoli ukvarjala z medicinsko zakonodajo. In vzpostaviti procese razvoja programske opreme na način, da bo odgovarjala zahtevam zakonodaje, ni enostavno. In strah leži tle, ne pa v samem razvoju tiste funkcionalnosti. Ne? Gre za strah pred certifikacijo, strah pred stroški, strah pred tem, da boš pač moral vzpostaviti ekipo, mogoče zaposliti nove profesionalce iz tega področja, ki ti bodo to pomagali narediti. In stvar ni poceni. Za nas je lažje, ker mi moramo Vi ste ground up šli v to smer, ja. ne? In za nas dodati neke kalkulatorje, nek decision making support, decision making drevesa, za nas je to, mislim, bread and butter, enostavno to naredimo, ne? In se o tem ne sprašujemo. Naša compliance ekipa šteje 5 članov. Ne? In to so v bistvu pravniki ali je kakšen drug profil? Ne, to je čist tehničen profil. Recimo najbolj idealni za to področje bi bili glih diplomanti fakultete za elektrotehniko, ker imamo smer, kako se že reče, biomedical, smer biomedicina, tako nekaj takega. In diplomanti te smeri so tisti, ki se učijo o tej zakonodaji, se učijo o potrebah medicine, zdravstva in razumejo tehnologijo, ker so le diplomanti fakultete za elektrotehniko. No, zdaj se pogovarjamo o teh profilih, ki jih imate. Koga zaposlujete sploh v Mesiju? So to zdravniki, verjetno je veliko inženirjev. Kaj rabiš sestaviti skupaj, zato da lahko prodajaš tako napravo? Ja, se pravi, mi smo dejansko razvojno proizvodno podjetje. Se pravi, naša ekipa, nekje med 130 in 150 nas je res, je sestavljena iz se pravi, razvoja, kjer zaposlujemo inženirje strojništva, elektrotehnike, računalništva kot programerje. Zaposlujemo tudi v razvoju tudi družboslovne znanosti, se pravi, product managerji so lahko tako iz družboslovja, to so lahko zdravniki, medicinske sestre, veliko imamo diplomiranih medicinskih sester. Ali so pa tudi recimo inženirji, ki so šli bolj na neko aplikativno vsebinsko področje, kot produktni vodje. Produktni vodje je tisti, ki pelje razvoj produkta od ideje Do konca. do certifikacije. Razume trg, razume, kaj uporabniki hočejo. Potem v proizvodnji imamo, se pravi, proizvodne sodelavce, v prodaji imamo prodajo, marketing, to je pa ta klasika, ki ima dejansko vsa podjetja. Morajo pa naši sodelavci v marketingu pa spet zelo dobro razumeti trg. In oni so tisti,
Na tem področju imamo tudi zaposlene sodelavce iz zdravstva, spet zaradi tega, ker razumejo trg, razumejo področje. Ja, zdravstvo ima neke take zakonitosti noter, ki mogoče niso čist očitne nekomu zunanjemu. Tako. In lažje se na koncu nek zdravstveno izobražen sodelavec pogovarja s tem trgom in z uporabniki. Ja, slišal sem že v enih drugih podcastih, da je lažje v bistvu nekega zdravstvenega delavca naučiti programiranja kot obratno, ne? Oziroma, a je tukaj za tako podjetje zelo pomembno, da se zaposleni spoznajo na zdravstvo, oziroma pač neki zdravstveni kader pripravi, kako bi zadeve mogle izgledati in potem gre to naprej. Produktni vodja, ja, ne. On je tisti, ki mora razumeti trg, razumeti zdravstvo, razumeti, kaj produkt mora delati, razumeti uporabniško izkušnjo, ampak pol, ko pa pridemo do področja realizacije, tam pa ni nujno, da se to pozna. Pol, ko je enkrat tehnična specifikacija narejena, potem... Takrat pa rabimo ljudi, ki obvladajo programski jezik, ki obvladajo te zadeve, ne. Ampak da pa ti razumeš, kako se spirometrija izvede, pa da razumeš, do katerih napak lahko tam pride, pa zakaj tak manever, pa tako naprej. Moraš biti pa velik specialist na tem področju, no. Ja, mislim, ni to nekaj, kar te samo medicinski faks izobrazi ali pa tehnični faks. Mislim, veliko stvari se skupaj prepleta. Recimo, to bo zdaj malo overkill, ampak tak zanimiv aparat je magnetna resonanca. Jaz se spomnim prvega letnika fizike, ko so nam to razlagali, kako ti elektroni skačejo v eno smer, pa v drugo. Mislim, to je zelo abstraktno in zelo izven tega klasičnega kliničnega znanja, ki ga pridobiš. Za razumeti verjetno zelo težko. Ampak sigurno je pa to neka interdisciplinarna ekipa, ki mora reči, ima zelo zabavno delo, ker se ogromno nauči pri svojem delu, ne. Ja, morate veseliti, odkrivati pa učiti se nove stvari, ne. Tako. Potem pa, da se mogoče vrnemo še na ta produkt M-Records, ki ste ga zdaj pred kratkim, oziroma koliko časa že ta zadeva obstaja. Torej, M-Records je del našega M-tableta, ne. Temu rečemo integrirana diagnostika in M-Records je dejansko torej sistem v oblaku, ki je namenjen zdravniku, da pregleda rezultate merjenj, ki jih medicinska sestra naredi z našim Messi M-tabletom. Tle je velja še omeniti naš tako imenovani Messi M-Connect, ki je pa spet programska oprema, ki poveže Messi M-tablet z nekim drugim informacijskim sistemom, ki ga naš uporabnik uporablja. Ja, prej so se glih pogovarjali o tem, kako veliko, tudi v tujini, pa tudi nekateri še v Sloveniji, sistemov, ki jih uporabljajo zdravniki na primarnem nivoju, je predvsem namenjenih komunikaciji z zavarovalnico. Niti ni tako pomembno, kaj točno je bilo izmerjeno pa to, ampak da je zadeva pravilno obračunana. In vi v bistvu s tem M-Recordsom in celotnim ekosistemom probate ta manjko sledljivosti nasloviti. Tako. Zakaj pa mislite, da ni tukaj, a ta software že obstaja na trgu, ali zakaj v bistvu tega še ni tako pri vsakemu? Je to tako visok strošek, tak IT software noter upeljati v svojo vsakdanjo prakso, pa mogoče ta value proposition ni še tam, zakaj tega še ni? Zakaj je to sploh luknja, ki jo morate je v resnici zelo dobro vprašanje, ne. Eden od razlogov, zakaj diagnostične meritve se elektronsko ne shranjujejo v bolnišničnem informacijskem sistemu, je sigurno v tem, da to ni najpomembnejša stvar za neko bolnišnico, ne, in je prioriteta za to dokaj nizka. Vendar imamo v zadnjem času predvsem ponudniki takšnih rešitev so tisti, ki poskušajo zdravstvenem sektorju nekako pokazati, koliko lahko s tem prihranijo, kako so lahko bolj efektivni, če vpeljajo take rešitve. Ampak je zelo, bi rekel, gre za počasen proces, ker mora nekdo, nek odločevalec razumeti to vrednost, ne. Veliko lažje je implementirati programsko opremo, ki se bo uporabljala za obračunavanje storitev, ker bo to na koncu vlada torej zahtevala, ne. Veliko težje je pa prodati zdravstvenemu sektorju nekaj, kar bo povečalo efektivnost in predvsem efektivnost in zmanjšala čas
ki ga porabijo za neke aktivnosti. Ne. Ja, se mi To je zdi, zelo težko prodati, ker vrednost tega nekako še ni razumljena. ja, mislim, v Sloveniji je zdaj pred kratkim bila tudi objavljena ta spletna stran dvoživka.si, kjer objavljajo, kjer v bistvu prikazujejo podatke, ki jih zavarovalnica zbira za vsakega zdravnika, koliko storitev opravi na dnevni ravni. Ampak v bistvu velika težava tega je, da se v bistvu na različnih nivojih različni specialisti z različnimi zadevami ukvarjajo. Je to zelo težko meriti. Tudi v zdravstvu na splošno se mi zdi, da je učinkovitost zelo težko kvantificirati. A je to zdaj, da štopaš vsakega pacienta, koliko časa je noter, a je to, kako dobre izide ima pacient, da se ne vrača v bolnico, ne. Veliko je opcij, kako to meriti, pa nobena ni čisto tako trivialna za vpeljati, ne. Mislim, da je zelo težko vpelješ. Verjetno tudi zato težko vrednotiš potem kvaliteten in dobro narejen software ali pa naprave, ki bi jih lahko potem lažje prodal oziroma lažje pokazal ta value proposition. Še težje pa je, če neko novo rešitev parcialno vpelješ in ne v celoti. V tem primeru ne boš nikoli mogel izkusiti benefite, ki jih neka rešitev nudi. Imajo pa težave uporabniki v celoti nekaj implementirati, ker ali je zadeva draga, ali nimajo časa pa nimajo, ker še niso razumeli vrednosti, ki jih neka rešitev lahko ponudi. Ne. Ja, ker v bistvu to so mali prihranki na patient by patient, ampak v bistvu, ko daš pa skupaj, je pa to kar velika razlika lahko. Ne. Če ne rabiš iskati EKG-jev po arhivu, ampak si ga lahko pač prikličeš na računalniku, pa vidiš, kaj se dogaja. Zdaj pa mogoče, da se vrnemo še malo na večjo sliko v Sloveniji, pa v bistvu prostora za inovacijo v zdravstvu v Sloveniji. Se mi zdi, da je kar nekaj podjetij oziroma startupov, ki si to želi, ampak se mi zdi, da vseeno nimamo neke take prodornosti, kot bi jo imela recimo ameriška podjetja ali pa kje drugje v Evropi, sploh za ta zdravstveni sektor. A mislite, kaj bi mogli v Sloveniji spremeniti, zato da bi imeli več startupov na ta način? Se mi zdi, da od ideje nek proces izboljšati ali pa nek gap identificirati in ga nasloviti, pa do tega, da imaš dejansko nek startup oziroma neko podjetje, je v bistvu zelo veliko korakov. Mislim, ideje, ki bodo pač pomagale zdravstvu, se bodo predvsem rojevale v nekih akademskih sferah. Na fakultetah, na inštitutih. In kaj moramo mi, pa ne samo v Sloveniji, verjetno tudi v celotni Evropi narediti, je, da pomagamo taki ideji, da jo prvič identificiramo, da motiviramo tiste, ki so za njo zaslužni, da nadaljujejo in zadevo poskušajo komercializirati. To je edini način, da bomo več takšnih idej nekako pospremili do začetka, komercialnega začetka in mogoče kasneje uspeha na trgu. Ne. Drugje, mislim, da vedno velja pač super podporno okolje, kasneje. Jaz mislim, da v Sloveniji imamo veliko podpornega okolja, Startup Slovenija, na koncu Tehnološki park Ljubljana, Ljubljanski univerzitetni inkubator, Saša inkubator v Velenju. Tega je kar nekaj. Vendar mi moramo identificirati tisto znanje, ki bi lahko šlo naprej do komercialnega produkta v njegovem začetku. Mislim, da zelo tako zanimivo pa pomembno vprašanje tudi, kako v bistvu klinike dobiti, da se bodo s tem ukvarjali, namesto s kliniko. Ne? Mislim, ti, ko enkrat začneš delati v zdravstvu, je to taka zadeva, da nikoli te ni dovolj, vedno bi lahko še kaj več delal, kakšno naduro naredil. Ne? Kako v bistvu potem prepričati zdravstveni kader, da je tudi to nekaj vrednega in da se v to splača vlagati čas. Ne? Ker vse ideje ne uspejo, ti na začetku ne veš, ali bo uspelo ali ne. Kako narediti neko tako okolje, kjer so pač v bistvu tudi zdravstveni delavci na voljo podjetjem za tak razvoj? Jaz mislim, da ko se nekdo, ki ima idejo in neko gorečo željo, pa bo potreboval klinike, jih bo že našel. Ne? Sicer pa, če pa obstajajo proaktivni kliniki, ne, se pa lahko pridružijo ali podjetjem, ki že obstajajo, ali pa potrkajo na vrata raziskovalnim ustanovam in tam se vključijo kakšen raziskovalni projekt. Ja, tako. In tega je kar nekaj. Samo težava je v tem, da vsi končajo v predalu. Se pravi, ni potem, v bistvu to je večni problem, ko je konec projekta, je konec financiranja. Ja.
in potem ni kupca. Vsaj mislim, v javnem sistemu, kjer učinkovitost ni še tako dobro merjena ali pa pomembna, ne, lahko ti v bistvu, se mi zdi, res dober produkt razviješ, ampak na koncu nimaš kupca. Ne. Vi ste imeli to srečo na začetku, da je bila v bistvu trg že nekako pripravljen in je iskal tako rešitev. Ne. Tako. Če pa v bistvu ti imaš neko nišno rešitev, pa verjetno težko zraven prideš oziroma težko to prodaš preko javnega razpisa. Ja, javni razpis, mislim, prvič javni razpis mora pomagati, da se take ideje in neki feasibility projekti rojevajo, ampak potem je pa treba biti pogumen pa zadevo komercializirati, ne. Tisti, ki ima željo, bo že našel način. Tudi sredstva se bodo kasneje pokazala, fundraising je mogoč in denar se lahko dobi od angelov, od venture capital se lahko dobi. Jaz mislim, da tle je veliko možnosti, sicer jih je v Ameriki mnogo več, ampak na koncu greš tudi v Ameriko, če je potrebno, da lahko svojo idejo na koncu spraviš v neko realnost. Pa se mi zdi, da glede na zelo dober izobraževalni sistem, pa tudi relativno visok nivo digitalizacije zdravstva, imaš v bistvu tukaj v okolici Ljubljane, pa tudi drugih regij, no, en tak zelo kompetenten ekosistem, ki te lahko podpre od začetka skozi klinične študije in tako naprej, do konca in končnega produkta. In nas je, moram priznati, da nas je mnogo zdravnikov, torej predstojnikov različnih oddelkov po slovenskih bolnišnicah podpiralo. Katerakoli vrata smo odprli, mislim, na katera smo potrkali, so bila odprta, smo se lahko pogovarjali, smo lahko testirali, smo dobili ideje in so ti predstojniki in njihove ekipe zelo radi sodelovali z nami. Še zdaj radi. Se pravi, v bistvu tudi celoten razvoj delate tukaj v Sloveniji, preko slovenskih ustanov ali tudi kje v tujini? Ne, to delamo v Sloveniji, imamo tudi tuje sodelavce pri tem. Zdaj sem zelo vesel, da se dogaja klinično testiranje oziroma klinična študija za naš termometer se izvaja v bolnišnici v Celju. Spet zelo odprta vrata in dejansko bodo v Celju izvedli testiranje na 150 bolnikih, od tega torej od čisto majhnih torej novorojenčkov do starejših pacientov in bo to ena taka zelo kompleksna študija, ki jo bojo opravili v relativno kratkem času in nam bo dejansko pomagala pozicionirati naš termometer pri vseh skupinah pacientov, ne, tudi pri najmlajših. Ja, termometri so taka, se mi zdi, zanimiva naprava, zdi se preprosto, ampak potem pa vsaj na oddelku imamo različne, vsak različno pove, kakšna je temperatura, vstopanja so lahko zelo velika, ne. Ja. Težko to kakovost zagotavljati. No, je pa super slišati, no, da je pač vse skupaj ostaja znotraj Slovenije, ne. Tako da nastajajo in priložnosti pač za lokalne zaposlene, pa tudi ime pol ponese v tujino. Tako. Ok, super. Imate mogoče še karkoli drugega za dodati? Mogoče kaj, kar sva pozabila? Se mi zdi, da sva imela kar izčrpen pogovor v res velikih področjih, ki se jih dotikate vi in vaše podjetje. Ja, jaz mislim, da smo povedali veliko. Če imajo vaši poslušalci še kakšno vprašanje, lahko dodajo na LinkedInu in vprašajo, ampak mislim, da smo bila izčrpna. Odlično, super. Najlepša hvala za vaš čas. Hvala lepa. V koncu bi se rad zelo lepo zahvalil našemu gostu, ki je postregel z zelo zanimivo vsebino o podjetju Mesi. Hvala tudi vsem poslušalcem in poslušalkam, vsem novim in vsem tistim, ki ste se vrnili za novo sezono. Hvala tudi Asefu, ki nam omogoča, da ustvarjamo ta podcast in se poslušamo naslednjič.